12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12. avgust v bistvu ni moja istočnica dela. Jaz sem vedel, da bo to 12 skulptur. Nisem pa še vedel, da bo to povezano z 12. avgustom. Se pravi, v toku dela sem naletel na ta 12. avgust, dan, ko se odpre lovska sezona v Angliji na divjo rdečo kuro. In to me je v bistvu to tako sovpadalo, da sem rekel, to je odlična istočnica ali pa kot metafora za mojo razstavo. Tudi, da bo to nekaj veličastne. In potem, ko sem že iskal to neko povezavo, veličastni 12. kot veličastni začetek lova, po eni strani je to absurdno, da je dan lova imenovan veličastni. In jaz sem želel tu podariti, da so te ženske, ki pač vsaka ima svojo pozicijo, svojo zgodbo, da so te veličastne, kar se mi zdi dosti boljša izbira. Prva ideja je bila Glowing Twins in tu se že začne ta položaj ženske v naši družbi. Zato sem tudi podobil z maskami, ker so hkrati so zaščitene, hkrati pa onemogočene. V bistvu totalna izolacija. Ja, v ozadju najbrž je neke vrste feminizem. Kibela je zanimiv prostor zaradi teh stebrov in te zgodovine, ki jo nosi v sebi, že cela stavba Narodnega doma. Včasih se mi zdi, da celo mogoče bolj primeren prostor za skulpture kot za slike. Vse stene so res velike, ampak vseeno se mi zdi, da je dosti razgiban. Kolesarko in pa streljko sem postavil v osrednji prostor, dve, ki na nek način plešeta v galeriji in dajeta potem neki smisel ostalim. In da se okoli nje v bistvu dogaja nek ples. Material igra pomembno vlogo pri mojem ustvarjanju. Že, če se vrnem pri barvah in kasneje pri objektih in seveda zdaj pri skulpturah. In vedno raziskujem od materiala do tematik, do podob. Zato sem tudi po nasvetu drugih izbral glino, ki se je pa izkazala za en zelo odličen material. Ker glina je ta naravni material, ki zazna, ki jo je vsak tvoj dotik. Kakorkoli se ti dotakneš gline, zapuščaš svoj vtis v njej. Na nek način sem padel v njo. Recimo, če glaziram, ker nekatere od teh skulptur so glazirane, se pravi, da je glazura žgana. Barvne glazure mi nekako niso preveč blizu. Ene so bolj kolorirane, ampak najbolj mi je všeč ta klasična keramika z to modro-belim, se pravi z modro risbo. Zato tudi bolj ali manj ohranjam minimalne posege z barvo. Isto je bil težek preskok. Mislim, ni enostavno zapustiti eno udobno fazo slikarstva in potem ta velik korak v neznano. In ta korak je v bistvu vedno zelo riskanten. In tudi potem kasneje v ta trodimenzionalni svet kiparstva. V bistvu sem začel študirati kiparstvo, spoznavati tehnologijo, spoznavati način obdelave, kako sploh narediš skulpturo, kako jo pripraviš potem za sušenje, za peko, ker nisem delal odlitka, se pravi, ena pot kiparstva je, da ti izmodeliraš in napraviš odlitek, kalup in odlitek. Jaz sem pa šel v smer keramike, se pravi, žganja gline, in to je seveda spet druga pot. V tistem trenutku, ko sem zvedel, da sem dobil to nagrado za življenjsko delo v tehniki asemblaža, sem pomislil na trenutke iz leta 2003, ko sem imel prvo razstavo tukaj v Kibeli in takrat sem se spraševal, če ima to kakšen smisel, da sem to začel delati. Zdaj vem, da sem dobil potrjeno, da je bilo vredno.